Maribor z okolico premore približno 100 navdušencev nad električnimi avtomobilčki z oznako RC. Na prvi pogled igra je vsem članom, tako starejšim kot tudi tistim malo mlajšim, hobi. In hobi se začne doma, kjer si boste, čeprav gre v celoti za elektronsko napravo, umazali roke. Zdaj, sama priprava avtomobila moramo paziti na gume, da so le te pravilno zastružene oziroma da niso prevelike. Pol na višino avtomobila, spravi, da avto ni sam visok, da je prava trdota amortizerov. Torej, kot opažam, ni dovolj samo to, da je ljubezen do vožnje? Ne. Treba tudi avto pravilno nastaviti, kajti če avto ni pravilno nastavljen, pol ljubezen hitro izgine, kajti avto se ne pelje tako, kot je treba in pol tudi ni želenih rezultatov. Resnici na ljubo vam bo priprava vzela precej časa, kar pa za prave ljubitelje tako ali tako ni pomembno. Priprava avta na samo dirko in vse ostalo traja, ne vem, odvisno od posameznika, koliko je spreten, koliko je polomov na prejšnji dirki in podobno. Sicer pa se ta dejavnost v Sloveniji še ne obravnava kot šport, kar pomeni, da morajo člani, če si želijo malo močnejših tekem, v tujino. To pa je seveda vedno povezano z visokimi stroški. Cena osnovnega modela se začne že pri 400 evrih. Za nas osebno to hobi, še vedno. Bi lahko rekli, da je to drag hobi? Obstaja kakšen dražji hobi? Ja, obstaja tudi. Vožnja? Ena avti, reli in podobno, tisto dražje, ampak ta naš hobi je primerljiv, ne vem, z igro golfa recimo. Letno tam 4-5 tisoč evrov, kar tudi sam golf nekje pride, tisto neki elitni šport in se bi lahko primerjalo. Če bi nekdo bil tekmovalec, bi lahko živel od tega recimo? Pri nas v Sloveniji nažalost ne, kajti tudi ni velikega števila tekmovalcev in tudi nekih belarskih trgovin, ki bi na primer te lahko sponzorirale. Dejansko pa na svetu oziroma na svetovnem merilu tam pa lahko živiš od tega, če si na vrhu seveda. In na vrhu bo morda nekoč tudi eden najmlajših članov, ki mu je ljubezen do teh električnih avtomobilčkov vcepil oče. Recimo rojstnodnevna darila in božična in tako dalje so po večini povezana s tem avtomobilčkom? Včasih tudi. Ja? Kaj bilo nazadnje, recimo, česar si bil ful vesel, ko si dobil za ta avtomobilček? Nazadnje sem dobil cel avtomobil kot darilo. Še en razlog, zakaj je ta dejavnost tako privlačna, čeprav brez vonja po bencinu, je hitrost. V zaprtih prostorih je sicer omejena na 40 km/h, kar pa je za bolj nerodne roke že lahko prehitro. Drugače se pa tudi z različnimi prenosi oziroma z vozniškimi razmeri da dosegati višjih hitrosti do 80, 90, 100 na uro, tudi več. Medtem ko je ljubezen modelarjev do avtomobilčkov za vsakim dnem večja, pa se je končala tista med sekcijo Model Sport Maribor, katere člane ste ravnokar spoznali, in matičnim društvom AMD Tam Maribor. Tako bodo 10. obletnico, ki bo drugo leto, morali praznovati kje drugje.